Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v Kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, preden vam zaupam, zakaj sem danes tako bleščeča in pojoča in kragulčkasta, vam povem eno dobro novico. In sicer veliko ste nas spraševali, a boste dali še kako revijo ven, tole smo zdaj že videli. Ja, evo se je zgodilo. In sicer, kaj mi sporoča telo, je priročnik za razumevanje sporočil našega telesa, kjer imate napisane različne izzive, ki jih imamo ljudje in na kakšen način jih torej lahko rešimo. Tole je seveda brezplačno za vas in če bi radi imeli tole tudi vi doma in ne boste prišli na kakšen naš dogodek, kjer to tudi delimo, pa lahko to poizveste na naši spletni strani www.klepetobkavi.si oziroma nemudoma dvignete telefon pa pokličete naše svetovalke na 026 200 230. Telefonska številka je navadna, tako da lahko hitro pridobite ustrezne informacije in imate tudi sami tale priročnik. Veste, da sem sama navdušena nad fizičnim gibanjem in da tudi zaradi tega prirejamo božanske večere, zato da se razmigamo na različne načine. In enim diši to, drugim diši to, meni pa diši vse, samo da imam razlog, da se premikam. In danes bomo govorili o tradicionalnem indijskem plesu, ki ga boste lahko, drage dame, preizkusili tudi same, no tudi gospodje ste verjetno zaželeni, ne vem, bo povedala gospa Vesna, ki je predsednica, predstavnica enega društva, ki ga definitivno ne znam poimenovati. Pozdravljena. Kako se reče? Društvo je plesno društvo Salam Hazija. Salam Hazija. V redu? V redu. V redu. Evo, Vesna, to je tradicionalni indijski ples. Ja, reče se mu tudi Bharatnatyam in eden od 7 klasičnih plesnih stilov Indije. Kaj je značilnost tega plesa? Prej mi je kolegica povedala, je rekla, čuj, jaz sem to šla enkrat, naslednji dan so mi pete odpadle. Ja, pri tem plesu udarjamo stopali ob tla, zelo značilni so tudi gibi dlani, različne modre, haste prikazujemo in pa zelo bogata je izraznost obraza. Aha, kaj, da se smejejo? Zelo različno, pripovedujejo se različne zgodbe o ljudeh, o bogovih, o odnosih, razpoloženjih, različno. Wow. In je to neka taka veščina, pa to, ne? Ker eni pol rečejo, aha, neka eksotika, trebušni ples, pa to daleč od tega, ne? Sploh ne. To je nekje na nivoju našega baleta. Ja. In v Sloveniji deluje to društvo, koliko časa že plešajo ljudje z vami? Jaz se s tem ukvarjam 20 let. Plesno skupino imam približno 14 let. Dekleta v tej skupini pa plešajo nekatere dalj kot jaz, nekatere pa 3-4 leta. Širok razpon. Dajmo poklicati punce, jaz sem za. Dajmo. Evo, dobrodošle. Sej jih že slišimo, ne? Kaj kragulčkajo. Wow, takle midve tudi pozdravva jih, ne? Wow, en nastop so nam punce pripravile. Zdaj, ideja je bila, da se jaz zraven pridružim, ampak mislim, da za zagotavljanje vašega užitka tega ne bomo naredili. Evo, draga dekleta, izvolite.
Wow, iskrene čestitke. Prav, ne? Prav takle? Prav? Hvala. Namaste. Namaste. Ko so dobre! Ko so dobre! A bomo kaj probali? Boš ti tudi, ne? Bomo. Ja, bomo kaj probali. Zdaj ste pa vi na vrsti. Ja, vi. Kaj bomo, s čim bomo začeli? Naše gledalce bomo kar naučili začetek tega plesa, ki so ga dekleta sedaj zaplesala. Pa se bomo najprej postavili takole, damo roke takole za sabo in bomo šteli. 1, 2, 3, 4, roke ven. Odpremo prste, fino narazen. Tako? In roke nazaj noter. Hop, 3, 4 in spet ven. Pa nazaj noter, skrijemo za hrbet. Upam, da delate z nami tole zdaj. Še enkrat ven. Zdaj bomo pa te dlani obrnili na dol. Hop. Takole pa še enkrat gor. Pa dol. Obrnemo naprej, spet odpremo prste in tresemo. Počasi gor, dvigujemo. Prekrižamo. Zdaj začnemo pa udarjati ob tla z desno nogo. 1, 2, 3, 4. Odpiramo roke. A odpiramo? Ja, odpiramo. Čisto dol. Tako. Spet jih skrijemo zadaj. Stopimo v desno. Hop. In ven. Kaj pa to pomeni? To je mudra ali hasta, čandra, ki pomeni luno. Čandra. Poskusimo še z drugo roko. Hop. Ven. Čandra. Čandra. Tako. Zdaj gremo po en globok počep, noge fino narazen. A res? Tako. Roke dol in na drugo stran. Zdaj pa poskusimo majčkeno ravnotežje naše. Nogo gor. A ja, tak mora. To. Odlično. Krasno. Damo roke zadaj, stopamo. Stran. Gor. Še, vidite, zato imamo mi zvončke, da se jih sliši. To, super. Pripravimo roke. Takole. In vrtiš. To pomeni glave oziroma lobanje, ki jih nosi božanstvo Šiva okoli vratu. In s tem kažemo njegovo okrasje. Odlično. Stopimo skupaj. Roke gor. In se priklonimo. Namaskar. 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 Je pozdrav. Namaskar. Ali tudi namaste. Zdaj isto to? Ja. To je isto? Ja. Super. Kaj pa tisto, kaj je tako na koncu naredila, kaj je bilo tako? Čist na tla? Ja. A poskusimo? Ja, dajmo. Okej. Aha, pa gor pogledam. Ja. Jaz mislim, da je na 10 napak vse naredila. In potem poziramo. Tja. Aha. In potem dol. Odlično. Hvala lepa. Namaste. Namaste. Super. Hvala lepa, dekleta. Zelo lepa hvala. Se bomo še mečkaj nasedli. Kako to, Vesna, da si pa ti, ker pridite dame, usete se, kako to, Vesna, da si se pa ti začela s temi zadevami, mislim, pred 20 leti, ne bi eno folkloro res slovensko šla plesati? Ja, plesala sem marsikaj že od otroštva, vendar me je od nekdaj zelo zanimalo predvsem druge kulture in vpliv različnih kultur na samo gibanje v plesu. In tako sem na javnem skladu odkrila takrat Bharatnatyam pri mojemu prvem učitelju Udžvalu Bole, ki je žal že umrl. In tako sem se potem začela s tem zelo intenzivno ukvarjati. Je neka strast, ne? Je. Predvsem me je navdušilo to, da je tako bogato vsebinsko, da so te zgodbe. Ples je zahteven, kar je bil za mene velik izziv takrat. In pa sam ta odnos z učiteljem je bil zelo prijeten in pa
predvsem zanimanje. Rada sem tudi potovala in tako sem potem prišla v stik še s tem plesom tudi v Indiji in to me je potem še posebej navdušilo. Vsak človek mora imeti nekaj svojega takega, ne, kar je tudi malo telesno aktivno, pa tak, ne? Ja, seveda. Mi smo o tem spraševali tudi naše goste in sicer, kaj je tisto, kar pa njih navdušuje. Dajmo pogledati, kaj so odgovarjali. No, jaz sem se kot otrok ukvarjal zelo resno z atletiko, tako rekoč profesionalno, kasneje pa rekreativno, s košarko, odbojko, pa tudi drugimi športi. Ok, se pravi od športov, najljubša bi jaz rekla mogoče akrojoga, če pa štejemo med šport tudi ples, pa definitivno tango. Ой, nimam časa za športnih aktivnosti, ampak drugače v ofisu, kdaj sedim, delajo aktivnost, razgibam sklepe, rok, nog, včasih i glavo. Ja, nekdaj je bil to nogomet, sigurno, zdaj pa, ker sem tudi lovec, streljanje glinastih golobov. Streljanje za zračno puško, nogomet, sprehajanje. Ja, in jaz sem se odločila, da letos poskusim vse. Kung fu, vse, kar bo dejansko prišlo pod roko, ker tako rada raziskujem vse te stvari, kot tudi ve, ampak da takole znaš plesati, moraš verjetno nekaj časa, ne? Ja, nekaj let je pa le potrebno. Nekaj let Nekaj je let, potrebno. To bolj v Ljubljani imate, ne? Ja, mi imamo v Ljubljani, 2-krat letno pa pride k nam tudi Nivedita Badve, naša trenutna učiteljica, ki je tudi z nami zaplesala. In tako pri njej še izpopolnjujemo naše znanje. Ker ona ima pa le to, ne, v krvi, ne, vse te gibe in tak naprej. Opazila sem pri plesu tudi mimika obraza, ne, da je neki taki lepi pogledi, pa taki, pa to, ne, na kaj to dejansko, čemu to vključujejo? Pri Bharatnatyamu, se pravi pri indijskem klasičnem plesu, je zelo pomembna izraznost obraza, ker z njim pripovedujemo zgodbe. In odvisno od vsebine plesa, takšno izraznost imamo na obrazu. Recimo ta ples, ki smo ga mi tudi poskusili, je čaščenje boga Šive. In zato je tukaj bilo neko tako veselje, sreča, čaščenje, posvečenost. Lahko bi bil pa ples drugačen, kjer bi prikazovali demone, žalost, srečo, veselje, strah, različne čustva. In vsa ta čustva prikažemo tako s telesom, mimiko kot z gestami rok. Ja, ker te mudre, to je v bistvu joga za prste, ne? Ja, tudi jih uporabljajo za jogo za prste, ja. Aha. Kakšno mudro se še lahko naučimo? Ja, to smo poskušali. To smo že, Čandra, Šikara, za Šivo, za Šivo, ja. Potem čisto plesni gib Katakamuka. Ja, pogosto se v plesu uporablja zaradi estetike, Alapadma, tudi estetski gib. Alapadma. Tako. In vse te gibe lahko uporabljamo tudi za uhančke, recimo, ko si dajemo uhančke, verižico, bindi, recimo, to, kar imate zdaj na čelu. To je bindi, tole. Ja, zelo pomemben okras in tudi statusni simbol v Indiji. Kaj pomeni kater bindi? Ta naš bindi je prav za ples, poseben, in ni nič okrašen, ker zelo radi v Indiji, prav tako tudi v Bollywoodu in na cesti nosijo okrašene z bleščicami in tako. Bharatnatyam je pa tradicionalen plesni stil in se drži osnove in to pomeni samo klasični bindi, rdeč. Odlično. Najlepša hvala. Veliko se dogaja povsod in to so samo priložnosti, da vstanete, da greste v akcijo in da manj sedite, ker sedenje je novo kajenje in greste v svet. Dajmo pogledati, kateri klepetovi dogodki so za ovinkom in ja, čim prej se tudi naročite in seveda tudi, da pridete. Vedno poskrbite za vse ostale, nase pa pozabite. Kdaj ste si nazadnje vzeli čas zase? Klepetov Vikend za dušo je tvoja priložnost. Preizkušali bomo tehnike v teoriji in praksi, prečistili čustva, se naučili akumuliranja energije in meditacijskih tehnik, spoznavali različna orodja, predvsem pa si dovolili biti to, kar smo, brez mas in pretvarjanj. Vse z namenom, da pocrkljamo svojo dušo, se razbremenimo in zaživimo lepše.
Pridružite se nam od 16. do 18. februarja. Razvajali se bomo v Strunjanu, le sprehod stran od Mesečevega zaliva, ki velja za najmočnejšo energijsko točko v Sloveniji. Predhodne prijave so obvezne na telefonski številki 02 6200 230, več informacij pa tudi na www.klepetobkavi.si. Evo, in za na konec z vami zvadimo še nekaj poz. Katera bo prva? Najprej bo božanstvo Šiva. Aha. Šiva. Lahko različne poze uporabljamo za božanstvo Šiva. Ja, tole moraš biti malo že kar fajn, ne? Ja. Ja. Šiva in Parvati. Šiva in... To sta one dve? Tako. Ja. Kera je kera? Šiva je zadaj, Parvati spredaj. Parvati je žena od Šive. Parvati je žena od Šive. Aha. Ja. Oba častimo. In tukaj je še taki časti. Tak, nazaj. Nazaj. Tako. Anđeli. Ta pozicija se imenuje Anđeli rok. Anđeli. Tako. Anđeli mudra. Ne? Ja, to pa z joge poznamo. Evo. Odlično. In v Anđeli mudri se tudi za danes od vas, dragi gledalci, že skoraj poslovimo. No, vsekakor pa poglejte še kaj, no? Ogromno energije. Jaz domov ne hodim utrujena iz mojega razreda. Jaz pridem z ogromno energije, s tistem, kaj bomo še jutri počeli.